Božična in novoletna poslanica občanom, zgodbo od Medvod do Aljaževega stolpa. Prižgali smo 4. adventno svečko. Višje cene programov v vrtcu Medvode. Društvo Jaram pokončno do konca. Adica v deželi Vinski. 10 let glasbene matineje Gimnazije Šentvit. Plesno-športni zaključek leta. Drage občanke, dragi občani, Katoliška cerkev zaključuje cerkveno leto, sveto leto romarji upanja. In tudi sedaj smo v bližini praznika Božiča, Gospodovega rojstva, ki je za nas pravzaprav začetek največjega upanja. Pred Kristusom pravzaprav nobeno verstvo ni poznalo ljubezen do grešnikov, ljubezen do nepopolnih. Z rojstvom Jezusa Kristusa človeštvo dobi to sporočilo, da je Bog človeka hotel. Torej, tukaj nismo po naključju. Ker nismo po naključju, to pomeni, da lahko za svoje življenje najdemo upanje, najdemo smisel. Seveda, ker živimo v padlem svetu, se ne srečamo samo z dobrim, srečamo se tudi s slabim, hudim. Vendar Božič zopet daje sporočilo, da je Bog večji od naših grehov. Lahko stopimo na pot spreobrnenja, kesanja, da zapustimo pot slabega in zopet stopimo na pot dobrega. In nenazadnje, ko se tukaj rodimo, pridemo do druge skrajnosti, do naše telesne smrti. In tudi tukaj ima Božič sporočilo, naj se smrti ne bojimo, saj po smrti obstaja večno življenje. Na zaključku leta 2025 imamo še eno veliko zahvalo, namreč praznovali smo leto Jakoba Aljaža. Tukaj se je treba najprej zahvaliti njegovi družini, da je upala imeti več otrok. In Jakobu Aljažu, da se je upal nekaj narediti, da bi nam ohranil naše slovenstvo, naše slovenske gore. Zavedal se je, da bo njegovo delovanje imelo posledice. Na njega so sprožili kar 6 pravd, vendar se tega ni bal. Šel je v to, bil je pogumen. In tudi mi smo v teh prelomnih časih povabljeni, da se upamo. Da upamo, kakor je dejal Jakob Aljaž, saj ne gre zame, za vse nas Slovence gre. Da upamo misliti drug na drugega, da damo svoje talente skupaj, da za našo Slovenijo naredimo nekaj boljšega, dobrega, da sodelujemo, da to, kar so nam ti predniki, med njimi tudi Jakob Aljaž, ohranili, da se zavedamo, da smo sedaj mi tisti dediči, tisti odgovorni dediči, ki smo sprejeli ta njihov trud, da smo za to hvaležni in da sedaj tudi mi nekaj za to naredimo, da tudi mi mislimo na tiste, ki prihajajo za nami. Za vse nas Slovence gre. Veliko imen bi bilo tukaj treba našteti, ko smo peljali ta projekt Jakoba Aljaža, od občine Medvode do vseh kulturnih društev tukaj na področju župnije Smlednik, potem turističnih društev, gasilskih društev in še bi lahko naštevali. Veliko je bilo tukaj prostovoljcev, ki so se odločili, da bodo svoje talente dali skupaj, da osmislimo Jakoba Aljaža, da osmislimo naš čas in da tudi mislimo na tiste, ki prihajajo za nami. To zahvalo sem povedal splošno, ker je bilo tukaj veliko imen, veliko prostovoljcev, pa ne bi rad koga izpustil, ki so čutili, da to leto Jakoba Aljaža
ne smemo pustiti nedotaknjenega, ampak da se z njim odgovorno spopademo in ga popeljemo naprej tudi v leto 2026. Želim vam blagoslovljene božične praznike, želim vam blagoslovljeno novo leto, da bi zanosom, s katerim smo hodili skozi leto 2025, peljali tudi v leto 2026, ko župnijo Smlednik čaka 350-letnica župnije in tudi v tem letu bomo svoje talente izkoristili in bomo zopet malo zakopali v našo preteklost, zato da bo tudi naša prihodnost lepša. Bog vas blagoslovi. Drage občanke, dragi občani, še zadnje delovne obveznosti, zadnji nakupi in že bo iz kuhinj zadišalo po prazničnih dobrotah. Vsem želim, da bi Božič ne bil le obložena miza, pač pa čas ponižne hvaležnosti, da nam je dano vse to, kar je pred nami na mizah, in hvaležnosti za vse ljudi, ki so ob nas za mizami. Izkoristimo te praznične dni, da besede ob stiskih rok in voščilih niso le prazno govoričenje. Naj bo pogled iskren in besede od srca. Le in edino tako bo svetloba Božiča resnično prišla do nas in med nas. In ne zapirajmo naših src za vse tiste, ki nimajo takšne sreče, kot jo imamo mi. Zavedajmo se, da smo kot skupnost izpolnjeni le, kadar del svojega časa in danosti namenimo tudi drugim. V letu, ki je pred nami, vam vsem, prav vsem in iz srca, želim zdravja, miru, ter tistega otroškega veselja in odprtosti, ki vedno gradi mostove. Kajti smisel našega kratkega postanka tukaj na zemlji je le v tem, da gradimo mostove, da gradimo dobre in lepe odnose. Naj jih bo po skupnih močeh v letu, ki prihaja, čim več. Srečno! Lepo pozdravljeni tudi v imenu članov uredništva televizije Medvode, ki se prijaznim voščilom seveda pridružuje. Nadaljujemo pa tudi praznično. Godba Medvode nam je v nedeljo 21. decembra ponovno podarila božično-novoletni koncert, ki je bil posvečen dvema pomembnima povezanima obletnicama, 180. obletnici rojstva Jakoba Aljaža in 130. obletnici postavitve Aljaževega stolpa na Triglavu. Koncert z naslovom Od Medvod do Aljaževega stolpa je bil tako obarvan ne samo s prazničnimi melodijami, ampak s kar nekaj skladbami, ki so spomnile na pomembni obletnici. Godba Medvode pa v svoje goste vedno povabi tudi kakšnega priljubljenega glasbenika in tokrat so medse povabili enega najbolj znanih gorenjskih kantavtorjev, Andreja Šifrerja. Kulturno društvo Godba Medvode, ki mu do stoletnice delovanja manjka zgolj dobre 3 leta in pol, že dolgo pripravlja najbolj pričakovani tradicionalni koncert v Medvodah, božično-novoletni, ki je zahvala zvesti publiki, ki napolni športno dvorano, ter obenem tudi vrhunec njihovega delovnega glasbenega leta. Jaz sem zelo hvaležen godbenikom za celo leto. Hkrati zelo vesel, pa bom rekel tudi ponosen za vso delo, ki smo letos naredili. Bilo je tako lepo, dolgo leto, zelo veliko stvari smo imeli in mislim, da si vsi zaslužijo eno tako krajšo pavzo, v januarju že nadaljujemo. Če izvzamemo, da morajo člani godbe res pridno vaditi, da na koncu vse zazveni kot dobro uigrana celota, sama priprava koncerta terja ogromen zalogaj tudi z drugimi, za publiko morda ne tako vidnimi pripravami, tako z birokratskega in varnostnega vidika, kot samo tehnično izvedbo. Super, jaz moram pohvaliti tudi našo tehnično ekipo, gosta. Zelo sem vesel za naše nove člane, ki so se nam pridružili, da smo končno malo zrasli, bomo rekli, koliko jih je bilo, se moram že pomisliti, 8 ali koliko, bi mogel preveriti, veliko. Če bi bilo vsak let tako, bi imeli pa že problem s preveč članstva, ampak ne, res po dolgem času ena taka res svetla luč za ta orkester. Zdaj še nekaj čez 40 let smo res v bistvu 8 novih, se pravi 7 jih je zdaj prišlo v jeseni, ena je bila že se pravi v spomladnem delu. 8 novih. To
je za nas res nekaj nenavadnega. Mi smo bili tako, tudi v starih dobrih časih smo bili navajen 2-3 let, potem je bila pa suša, letos pa 8. In to je danes, mislim, res s ponosom to pokažeš mlade ljudi in to nam res veliko pomeni. V letošnjem letu se je torej godbi pridružilo 8 novih članov. Zala Drnovšek, Pija Podjet na flavti, Peter Podjet, Ana Štular in Dija Repnik na klarinetu, Neža Fajdiga na rogu, Julijan Kapusta na pozavni in še najmlajši, trobentač 13-letni Irinej Nosan doma iz Svetja, ki je z godbo Medvode prvič nastopil na letošnjem prižigu lučk, božično-novoletni koncert pa je bil tako njegov drugi nastop z godbo. Meni je bilo zelo dobro, ker jaz že, ko sem bil čisto mehen, sem hotel trobente igrati sam zaradi tega, ker sem hotel priti v godbo, da bi lahko igral na teh nastopih, pa mi je bilo zelo dobro. Pa mi mogoče poveš, koliko časa že igraš? Si začel s trobento, nadaljuješ s trobento? Kako se je začela tvoja glasbena pot? Zdaj sem 4. razred te trobente v glasbeni šoli v Medvodah. Kdo te je potem navdušil? Doma igrajo starši tudi? Tudi učitelj me je, ki me je tudi predlagal, da se vpišem v godbo, pa mi je pomagal pač, da se vpišem noter. In kaj je dobrega pri igranju trobente? Kaj te tako zelo navdušuje? Meni je trobente nasploh zelo všeč, pa ta zvok mi je zelo všeč, pa tudi igranje je zelo dobro. Imaš kakšnega vzornika? Učitelj je zelo dober, pa zdaj te zgodbe so zelo dobri, pa mi veliko pomagajo, pa sem vesel. Tokratni koncert pa ni bil zgolj praznično obarvan, saj so se odločili, da ga bodo posvetili Jakobu Aljažu in v prvem delu smo slišali Aljaževo Oj Triglav moj dom, zaigrali so Po jezeru bliz Triglava, prisluhnili pa smo tudi Avsenikovi Čar Julijskih Alp, ki jo je priredil Slavko Avsenik mlajši. Rdeča nit je vedno super, moram pa kot dirigent povedati, da je na rdečo nit zelo težko delati program. Zakaj? Ker inštrumentacije za orkestre so lahko bodi si prelahke, lahko so pretežke, lahko so prekratke, lahko so predolge. Rdeča nit te pa da v nek kotiček. Zdaj moraš pa raziskovati, kaj bi dal v program. In kljub temu mu je uspelo pripraviti zanimiv, povezan in spevan program, ki je godbo Medvode predstavil v najlepši luči in s tem publiko popeljal v gore, med prijatelje in zazibal tudi v prazničnih ritmih. Jaz bi se zahvalil publiki, res je bila spet polna dvorana, tako da jaz bi si želel, da je še naprej tako, da nas domačini Medvodčani res podpirajo, da nas imajo radi, da hodijo na naše koncerte. In to je v bistvu največ, kar si lahko želim za društvo. Tako da to bi tudi želel godbenikom. Pozdravlja pa tako, danes mislim, da ni noben zbolel v tem času gripe, tako da super. Tokrat je koncert ponovno povezoval simpatični Jure Galičič, eden najbolj ganljivih trenutkov na koncertu pa je bil ob skladbi Sveta noč, kjer sta ob godbi zapeli pevki Julija Bečan in Maruša Gortnar, pridružila pa se jim je tudi publika v dvorani. Seveda pa je del novoletnega koncerta godbe Medvode tudi posebni gost in letos so medse povabili simpatičnega Andreja Šifrerja. Vedno se trudimo, da je naš koncert čim bolj privlačen za publiko. Veliko to že pomeni, ko na gosta napovemo, predvsem pri oglaševanju našega dogodka, napovemo gosta,
Če se spomnite lanskega leta, je bila Monika Avsenik, pa Blaž, letos Šifrer, pa že prej so bili tudi. Nekako si najdemo, probamo najti goste, ki imajo neko ime. In po eni strani je to prestiž delati z njimi, po drugi strani pa tudi izziv, ker če takega gosta povabiš, ti se moraš pripraviti. Ne moreš tam z nekim levičarskim pristopom, polovičnim pristopom, se lotiti take zgodbe. In ko pride gost, ko pride na prvo vajo, spet govorim o polni zasedbi orkestra, vedno dvorana je premajhna, delaš muziko, ki je res prve klase. Sodelujem z večjimi orkestri in tudi godbami in imam vedno spoštovanje do takih nastopov, ker to je velik korpus, to so drugi vstopi, to je tako, da nikoli to ne jemljem z levo roko, bo že nekaj. Tudi danes sem se kar mogel pripraviti. To se pravi, moji občutki so, ki je bilo konc, sem rekel, wow! Imeli so tudi skupno vajo. Da je vse skupaj dobro zazvenelo, pa je godba namesto klavirja, ki je običajno spremljevalec Šifrerjevih koncertov, dodala kitaro. Andrej Šifrer je za medvoško publiko zapel 5 svojih klasik, Ostani z nami, Vse manj je dobrih gostiln, njegovo najbolj klikano YouTube skladbo Uspavanka za Evo, Gorska roža in seveda obvezno Za prijatelje. Na takih nastopih, kjer je 5 komadov, recimo, ne moreš dodajati nekaj, ker bi bilo morebiti malo preveč razmišljujoče. To se pravi, jaz imam veliko pesmi, ki bi jih rad, tudi ki jih ljudje manj poznajo in jih rad zapojem, ampak takole, če pa priješ za 5 komadov, pa naj se ljudje razpojejo, naj pomagajo zraven. In že zdavnaj sem ugotovil, če ljudi nasmejiš, bodo s teboj tudi peli. Zato pazim, da je tudi nekaj humorja zraven v nastopu in ko se zarežijo, ko se zakrohotajo, teli bojo peli. Glasbo smatra za svoje darilo in zato zelo rad nastopa. Nedeljski koncert je bil že njegov 50. letošnji nastop. Ja, velikokrat mi rečejo, če se mi še da, ampak kako boš darilo, rekel ne. In v tem uživam in velikokrat tudi vem, da dobim morda celo več nazaj, kot pa dam. Čez dobro leto, 6. januarja 2027, bo Andrej Šifrer obeležil že pol stoletja svojega pisanja in petja, saj je leta 1977 izšla njegova prva mala plošča in obljublja, da bo v Cankarjevem domu veliko slavje, na katerega že sedaj vabi vse Medvoščane. Tudi godba Medvode je publiko povabila na svoj novoletni koncert čez leto dni. Seveda pa bo še prej kar nekaj priložnosti, da jim prisluhnemo. Manjši zasedbi, še letos na komemoraciji v Gramozni jami, prvomajska budnica je tudi tradicija, ki se je veselimo, koncert godbe pa se obeta tudi na poletnem Braz festivalu, če omenimo zgolj del predvidenih nastopov od sicer številnih priložnosti, saj je godba ena najbolj nepogrešljivih udeleženk večine prireditev v Medvodah. Da bi godbi Medvode, ki se pretežno financira s pomočjo občine Medvode in javnega zavoda Sotočje ter nekaterih zvestih sponzorjev, lahko pomagali pri nabavi opreme, novih inštrumentov, pa pri vzdrževanju opreme, uniform, notnega gradiva in drugih stroškov, pa bo kmalu nova priložnost, da jim pomagate tudi sami, saj so postali društvo v javnem interesu in jim boste lahko prihodnje leto podarili tudi odstotek dohodnine, ki ga lahko namenite upravičencem do donacij.
V centru Medvod na trgu Branislave Sušnik se je s prižigom še 4. lučke zaključil advent med vodami. Petkovi prižigi lučk so popestrili utrip centra mesta in trgu Branislave Sušnik dali lepo vsebino, ki so jo pripravili naši mladi občani. Njihovi starši skupaj z babicami in dedki pa so skupaj z ostalimi občani poskrbeli, da so nastopajoči prejeli zaslužene aplavze. Zadnji prižig adventne luči so soustvarili učenci osnovne šole Medvode, enota Ostržek vrtca Medvode, skupnost Barka in Turistična zveza Medvode. Skozi vse 4 dogodke je bilo opazno, da so vse šole, vrtec in ostali sodelujoči z veseljem sodelovali, da so zadovoljni izkoristili možnost in priložnost, da se predstavijo z božičnimi in ljudskimi pesmimi obiskovalcem. Lepo je bilo poslušati mlade pevce in nastopajoče iz medvoških šol. Še posebej velik aplavz pa so vedno poželi tudi otroci iz enot vrtca Medvode. Za marsikaterega od njih je bil to prvi javni nastop. Ne, v vrtcu smo tako orientirani, da smo ves čas vključeni v okolje, sodelujemo na vsakem dogodku, ki se kjerkoli odvija, radi sodelujemo, tako da so tako naši zaposleni in seveda tudi otroci z veseljem prišli in otroci so tisti, ki prepričajo starše. Enote vrtca Medvode so ob svojih nastopih sodelovale tudi s stojnico, na kateri so nudili priložnostne izdelke, ki so jih ustvarjali prav s tem namenom. Projekt se začne kar septembra, kjer se ideja rodi, potem se pa začne počasi ustvarjati. Načeloma smo tudi strokovne delavke veliko naredile, zato so pač lepi otroci, so pa vedno nam v pomoč in v podporo. Tokrat so tako ponujali darilce tako za mlade, kot tudi za tiste starejše. Tudi za mamice, ne? Tudi za mamice mora biti kaj, ne samo za otroke, ne more biti samo blink, ne? Tako da tudi mamice pridajo na račun, pa očki tudi. S temi le krhalčki recimo, ne? To je bila ena taka lepa malca za danes. Tako da prodaja pa zaenkrat kar gre. Starši so se zelo lepo udeležili prireditve in tudi tega, da imamo mi klele štante in da so kaj prispevali. Svojo stojnico so imeli tudi učenci osnovne šole Medvode. Danes smo pripravili srečke, ki so zelo hitro šle. Pripravili smo kokice, ki tudi grejo kar hitro, piškotek, pa še likovne izdelke, ki smo jih, vse smo to v šoli naredili. To smo doma delali, to mi je vzelo tako 6 ur včeraj. Pa ne vem, ta srečelov, to smo v šoli zavijali, koliko smo tudi doma delali. Učenci so s prodajo daril in srečk pomagali zaključnemu razredu osnovne šole. To gre za 9. razrede, mislim, da za valeto pa za končni izlet. Če so osnovnošolci manj navajeni prodajanja na stojnicah, pa so tega dobro vajeni varovanci skupnosti Barka iz Zbil. Tudi tokrat smo na njihovi stojnici srečali Marjanco in Staneta ter spremljevalce. Stane nam je predstavil nov izdelek, ki ga je posebej za božični čas izdelal v delavnicah Barke. Gre za stilizirano sveto družino. To je se delal letos, ko sem prvič začel krog narediti tudi cel dan. Ko pa odpadeš, porabiš manj kot cel dan. Pol ure. V skupnosti Barka tako skupaj s svojimi varovanci stalno ustvarjajo nekaj novega. Novosti pa so stalnica tudi v Medvoškem vrtcu. V tem trenutku smo dobili novo sončno elektrarno na enoti Ostržek. Takoj po novem letu nam bodo zamenjali končno streho v Smledniku, kjer bomo potem tudi imeli elektrarno. To je tisto, kar se tiče teh najhujših investicij izdatkov za občino. Sicer pa z novim letom odpiramo še en oddelek, prve starosti, 14 otrok bomo sprejeli, tako da smo spet na 40 oddelkih, tako da vse po planu. Koncu adventnih praznikov sledijo prazniki in lepe želje, ki se jim pridružuje tudi ravnateljica vrtca. Vsekakor vzemite si čas zase, poskrbite, da boste z veseljem upravljali, karkoli upravljate, tako mali kot veliki, da se boste z veseljem vsak dan znova učili, mali in veliki, in da boste razveseljevali tako svoje bližnje, kot vse ostale in pa seveda naspeh je najlepši način, da nekomu pokažeš zobe in veliko dosežeš. Advent med vodami je tako letos ustvaril čarobno praznično vzdušje in povezal občane vseh generacij. Petkovi prižigi lučk so trgu dali prijetno vsebino in toplino, za katero so z veliko ustvarjalnosti in srčnosti poskrbeli naši mladi občani. Adventni dogodki so dokazali, da Medvode niso le kraj,
temveč skupnost, kjer se v prazničnem času srečujejo ustvarjalnost, povezanost in toplina ljudi. Zato upamo, da je letošnji dogodek začetek dolgotrajne tradicije. Na seznamu letošnjih občinskih prazničnih prireditev je ostal tako le še en dogodek, obisk dedka Mraza na Medvoški tržnici v soboto 27. decembra ob 18. uri. O ostalih kulturnih dogodkih v nadaljevanju. Sedaj pa k najmanj prijazni temi na dnevnem redu zadnje seje občinskega sveta prejšnjo sredo. Gre za povišanje cene programov v vrtcu Medvode, že drugič v tem letu. Glavna razloga sta dva, ker se je prvič cena zvišala šele marca in bi se morala že prej, in ker so se zvišali vsi stroški, predvsem pa stroški dela za kar 18% v primerjavi z lanskim letom. Občinski svetniki so torej povišali cene programov že drugič v tem letu. Prvič je bilo to marca, ko so jih povišali od dobrih 8 do slabih 11%. Žal pa ta cena ni zdržala iz razloga, da je bila v veljavi šele s 1.4., kar je za nas pomenilo že 4 mesece malo potapljanja in pa seveda zdaj imamo spet kar nekaj težav, glede na to, da od septembra naprej imamo 4 polovične oddelke in to pomeni malo manj otrok in seveda tudi manj prihodka. Zadnje čase najbolj običajen razlog za dvig cene programov v vrtcu so seveda podražitve, predvsem večji stroški dela, ki predstavljajo skoraj 79% cene programa. V primerjavi z lanskim letom so stroški dela višji za kar 18%. Zabeležena pa je seveda tudi rast materialnih in obratovalnih stroškov v vseh 7 enotah vrtca Medvode, ki predstavljajo 11% cene programov, višji pa so tudi stroški živil. Jaz bi najprej vrtcu Medvode čestital, da za 3,14 evra na dan nahranijo 3krat otroke ali pa 4krat. 3,14 evra, jaz ne vem, verjamem, ne govorim to občinskemu svetu, ampak če kdo gleda to sejo. 3,14 evra, jaz sem danes po nujnih opravkih v trgovino skočil, meni se zdelo, da sem še spravil z praznice, kar jem ven, pa sem dal 60 evrov, pa ne vem, koliko časa bo kaj v hladilniku. 3,14 evra otrok dobi zajtrk, otrok dobi kosilo, otrok dobi malco, dopoldansko in popoldansko malco. To je zame čudo teh ljudi, ki tam delajo. In res, brez kakšne lažne patetike, jaz mislim, da se nihče v tej državi ne zaveda, kakšno srečo imamo, da imamo še kuhne. Da imamo noter kuharce in kuharje, ki delajo, ki skrbijo za to, da naši otroci lahko jedo zdravo hrano. Po novem znaša cena programov za prvo starostno obdobje dobrih 775 evrov, za drugo starostno obdobje dobrih 572 evrov in skoraj 633 evrov za kombinirani oddelek in oddelek 3 do 4 letnih otrok. Torej, cene programov, ki začno veljati z novim letom, bodo višje od dobrih 13 do skoraj 18%. Za starše bodo cene višje od dobrih 7 evrov, pa tja do dobrih 69 evrov, odvisno od programa in dohodkovnega razreda staršev. Največ, kar plačajo starši v najvišjem dohodkovnem razredu, je 77% tega. Za vsakega otroka občina prispeva najmanj 23%. Seveda se pa potem to zvišuje glede na to, v katerem dohodkovnem razredu je, in za tiste, ki imajo brezplačni vrtec zaradi socialnega položaja, plača občina vse. Za vsakega drugega in nadaljne otroke pa nam doplačuje delež, ki bi ga naj plačali starši, ministrstvo. Skratka, občina prispeva krepko čez polovico vseh stroškov delovanja vrtca. Poleg tega, da skrbi za investicije v vrtčevski prostor, v celoti krije še športnega pedagoga, učitelja angleščine in zgodnjo obravnavo otrok. Še vedno pravim, da je naša občina zelo socialna in upam, da bo mest za otroke v vrtcu, vsaj za medvoške otroke, vedno dovolj. Vrtec pa bo, kar se ni zgodilo že kar precej časa, poslovno leto vendarle zaključil z minusom, kar 120 000 evrov, saj je skorajda nemogoče slediti vsem podražitvam in to kljub dvakratnim povišanjem cene. Poznam pa dosti občin, kjer je to veliko bolj populistično. Ampak pri vrtcu smo enostavno na tem, ali ceno dvignemo, pa si breme vsaj mečkam porazdelimo, ali pa ga bo v celoti plačala občina.
Ker ga bo, ker če mi ceno pustimo tako, kot je, potem bo ta javni zavod prihodnje leto zaružil za 400-500 tisoč evrov. In kaj bo? Verjetno bo sicer ravnateljica po zakonu mogla reči, da prinaša zraven tudi odstopno izjavo, ampak to nam nič ne pomaga, ker bomo mogli vidko iz proračuna nekje dobiti 500 000. In tega se treba pri teh zadevah zavedati, mogoče zdaj malo bolj na široko, ampak ja, po eni strani imamo vrhunske vrtce in predan kader noter in tudi premalkrat verjetno pohvalimo našo ravnateljico, ki je že del inventarja te občine, ki je rekla že koliko let, 18 let, se pravi polnoletna na svoji funkciji. Skratka, občina Medvode za vzgojo in varstvo predšolskih otrok brez naložb namenja več kot 3,5 milijone evrov. Občine so že sicer dale večkrat pobudo, da bi država, ki sicer predpisuje vse parametre ekonomske cene programov, med drugim tudi izobrazbo in plačo zaposlenih v vrtcu in ki navsezadnje tudi določa, kolikšen odstotek cene plačajo starši glede na dohodkovni razred, to tudi finančno bolje ovrednotila. Prepričan sem, da država samo daje nove naloge, nove zadolžitve občinam, ampak vse te naloge in zadolžitve njim ne sledi povišanje finančnih sredstev v zadostni višini. Ena zadnjih tovrstnih odločitev je ukinitev fleksibilnega normativa za število otrok v oddelkih. Mi imamo v zadnjih od 2012-2013, ker je to veljavi, imamo v Medvodah povečan normativ +2 v vseh enotah. To pomeni, da mi uspejemo, če imamo 40 oddelkov vrtca, plus 2 otroka je to 80 otrok, to je za en vrtec otrok več noter, kot bi sicer bilo. In ko bo ta normativ padel, to pa mislim, da v naslednjih 3 letih moramo v celoti ga ukiniti, jaz v Medvodah si ne znam predstavljati, kako bomo to naredili. To pomeni, da bomo mogli za 80 ali bo 80 otrok ostalo brez vrtca, tudi na to smo opozarjali, ampak ko je to politično všečno, tega ne posluša nihče. Torej bo 80 otrok brez vrtca ali pa bomo mogli narediti nov vrtec, iz kega bomo naredili, iz katerih sredstev, ne pove nihče. Ne smete pozabiti, mislim, da prihodnje leto, sred leta oziroma konec leta vstopi v veljavo tudi zakonodaja, ki določa zastonj šolska kosila za vse otroke. Kdo jih bo kuhal? Jaz ne vem, ker mi kadra v šolah nimamo, niti v vrtcu dovolj, da bi to zadevo toliko razširili. Zakaj to govorim? Zato, ker se mi zdi pomembno povedati, kaj je populizem, kaj pa strokovno. V petek 19. decembra smo bili povabljeni na zadnji dogodek pod okriljem Kuda Jaram, ki so ga leta 2012 ustanovili Roman Veras, Marko Žnidaršič in že pokojni Janez Meglič, prej vsi vidni člani Kuda Pirniče. Tako so člani upravnega odbora društva uresničili napoved, ki so jo sprejeli že meseca maja, da društvo ukinejo. Ob tokratni priložnosti so izdali tudi almanah na več kot 200 straneh, v katerem so popisali in opremili s fotografijami večino dogodkov, ki so jih organizirali ali pa se jih udeležili drugod. Vsako leto najmanj 40 različnih dogodkov z različnih področij ustvarjanja. V 13 letih delovanja so posamezni člani ali sekcije društva za svoje delo prejeli kar 7 kulturnih priznanj pletenic. Že maja smo poročali o sestanku upravnega odbora Kuda Jaram, na katerem je predsednik Roman Veras ostalim članom predlagal, ti pa so predlog z dvigom rok in s cmokom v grlu potrdili, da gredo v postopek ukinjanja društva. Navedel je kar nekaj razlogov. Poleg tega, da jim je onemogočeno nadaljne opravljanje poslanstva, zaradi katerega je bilo društvo tudi ustanovljeno, da promovira Jakoba Aljaža, njegovo rojstno hišo in Alježevino nasploh, je kot glavni povod za ukinitev društva Veras navedel letošnji kulturni razpis. Razpisna komisija namreč društvu ni namenila nobenih sredstev za likovno, lutkovno in mlajšo literarno sekcijo Bezeg, niti za 2 že tradicionalna likovna ekstempora, Hraše in Alježevina. Hkrati pa jim je zmanjšala sredstva za redno vzdrževanje prostorov oziroma najemnino, kar je za Verasa pomenilo, da bi lahko v prostorih rojstne hiše Jakoba Aljaža gostovali le še do septembra.
Pojasnilo pristojnih strani občine Medvode je sicer bilo, da preomenjene 3 sekcije niso dobile nič sredstev, če jih citiramo, bodisi zaradi napačno ali nepopolno izpolnjenih obrazcev. Likovna ekstempora pa nista prejela zadostno število točk, da bi bila sofinansirana, in to kljub temu, da sta oba imela lepo udeležbo, kompetentno strokovno komisijo, pospremljena tudi z izobraževanjem na določeno temo in z upodobitvijo številnih medvoških motivov, poleg tako opevanega povezovanja in druženja. Skratka, na prireditvi ob zaključku delovanja društva Jarem v petek 19. decembra je predsednik Roman Veras v svojem nagovoru zbranim dejal, da so sicer izgubili bitko z mlini na veter, vendar pa, kot so naslovili prireditev, pokončni do konca. Nekaj Don Kihotovskega je vsem skupaj. Je. Don Kihot je bil idealist. Mi vsi Jarmovci smo idealisti. Bili in smo in bomo. Zato smo tudi toliko veliko naredili. Vendar so čeri, kot so bili v Don Kihotu mlini. Ne bom omenil, kje, vsi dobro vemo, kje so mlini. In jaz sem rekel uvodoma, boj z mlini smo ga zgubili. Vendar zdvignjeno in ponosno glavo. Ob tokratni priložnosti so Jarmovci izdali tudi almanah, v katerem so popisali in opremili s fotografijami večino dogodkov, ki so jih organizirali ali se jih udeležili drugod. Vsako leto najmanj 40 različnih dogodkov z različnih področij ustvarjanja. V 13 letih delovanja so posamezni člani ali sekcije društva za svoje delo prejele kar 7 kulturnih priznanj občine Medvode, Pletenice. Na zaključni prireditvi so predstavili 2 filma. Delo filmsko fotosekcije, ki je Pletenico za posebne dosežke prejela leta 2014 in 2018. Med drugim za film o Jakobu Aljažu, ki ga je predvajala tudi Televizija Slovenija, in film o smleških pritrkovalcih. Poslovili pa so se z eksperimentalnim kratkim filmom For Life in odlomkom iz filma o izdelovanju avbe z zlatim čelnikom izpod rok vidne članice društva Sonje Porenta. Ta zapis izdelava avbe z zlatim čelnikom je nastajal več kot pol leta. Sva skupaj z Sonjo Porento to delala v sklopu Jarma. Projekt je posnet in je zdaj v fazi montaže. Tukaj smo videli, izseček tega. 10 minut bo pa nastal izdelek je že nastal v dolžini 45 minut, samo še ni primeren za objavo, kjer je treba še, postprodukcijsko veliko stvari urediti. Drugi je bil pa nekak družinski projekt. Tako, drugi je bil pa družinski projekt, ki ga vlečemo že nekaj časa. Razne te projekte, kjer sodelujemo z hčerkama obema, z ženo, in kle so imele punce željo, idejo, da posvetijo film preminuli živali, to se pravi mačkov, in se je to naredilo nek spomin, glasbeno, plesno, ustvarjalno. Nekaj gre iz tradicije v tradicijo, ena taka navezanost na glasbo, na plesno dejavnost, očitno v družini ostaja. Ja, to je, to je negovano, ne? In pa zgleda darwinovsko, da, geni se nadaljujejo. Ob tokratni priložnosti so se Jarmovci zahvalili za sodelovanje še nekaterim posameznikom, predstavnikom društev in ostalih organizacij, s katerimi so v teh letih sodelovali, tudi televiziji Medvode za medijsko pozornost. Večini so se sicer že ob prejšnjih priložnostih, saj so vedeli, da decembrski čas že sicer ni naklonjen slovesu. S kulturnim društvom Jarem pravzaprav smo sodelovali že od samega začetka. Bil je tak zanimiv dogodek, ravno ko so se ustanovili, sem se jim jaz, Janezu in Romanu, najavila tukaj gor na Aleževino, če bi mogoče pa z ene strani Medvod sodelovali še na drugo stran Medvod, pa da bi mogoče kakšno besedo ali pa kakšno barvo skupaj vrgli. No, in to je bilo res krasno srečanje in od takrat dalje, se pravi vseh 13 let, smo vsaj nekajkrat na leto skupaj sodelovali
Kadar nam je zmanjkalo besed, smo kaj naslikali, narisali. Pogosto smo se na dediščinskih prireditvah srečevali, v glavnem podpirali delovanje na ljubiteljski ravni, na eni in na drugi strani Medvod. Ja, mi smo izgubili en tak lep dogodek. Res smo se imeli, recimo čez dan so bili bolj ustvarjalci, pa zvečer smo imeli pa zaključek, smo bili pa še tisti, ki ne ustvarjamo toliko, ampak pripomoremo, da kakšen tak dogodek uspe. In mi je res žal, da ga ni več, zato ker s tem je tudi vas izgubilen dogodek, pa eno druženje, ker se mi zdi, da teh druženj je absolutno premalo. Pa tudi kakšen motiv je nastal tam iz tega konca hrščanskega? Seveda, to je pa potem štart za naprej, da ljudje vidijo, koliko imamo lep konc, čeprav smo na robu občine, ampak se imamo zelo lepo. Sem ravno malo prej ugotavljal, da smo prišli zraven skoraj že na začetku, ko me je bilo društvo dobro ustanovljeno, mi smo pa tudi iskali eno večje društvo, kjer je več sekcij in tako naprej. In smo naredili to glasbeno sekcijo, pravzaprav ustno-harmonikarsko, ampak smo jo poimenovali v okviru društva glasbena sekcija. In zdaj smo lušni sodelovali, naredili kar nekaj koncertov, no potem pa smo se pač mi razvijali po svoje, društvo pravzaprav po svoje. Tokratni priložnosti se je Roman Vera s simboličnim darilom zahvalil predvsem marljivim članicam društva. Nekatere med njimi so bile vidno ganjene, saj kot smo slišali, jim je društvo pomenilo družino. Posebna pozornost pa je bila namenjena Jerici Meglič, malo za šalo in veliko za res, teti iz ozadja. Ne vem, kje bi rekla, kje je tisto ozadje se začelo. Vedno že v službi sem bila pri vseh prireditvah, dogodkih zadaj. Nisem se rada spuščala v ospredje, vendar sem bila pa vedno tisti motor, ki sem rada delila svoje znanje, izkušnje tudi mladim. Prav tako tudi v Jarmu, v katerega sem bila vpeta od začetka do današnjega dne. Vendar upam tudi še za naprej. Za naprej pomeni kakšno upanje, da ta Jarem vendarle... Ne vem, če bo sklil. Kakšno funkcijo ste sedaj na koncu upravljali? Deklica so se in Romanova nočna mora. Kaj vam pomeni društvo Jarem, glede na to, da je nekako celotna družina vključena bila v ta Jarem? Ja, Jarem pomeni nek delček, nažalost en delček zgodovine, ki bo ostal samo za zanamce. Škoda je, da ne moramo to naprej peljati, ampak so pač je taka situacija, da je bilo najboljše, bom rekel, da končamo in da, bom rekel, vsak gre svojo pot naprej in še zmeraj, da se srečujemo, da si pomagamo, da sodelujemo. Sedaj smo slišali, nekateri so že poiskali novo okrilje društveno, vi? Ja, jaz pa, bom rekel, bom ostal solist, ko se temu reče, in bom skrbel pretežno za filmsko dediščino. Ker te filmske dediščine je v Sloveniji po svetu še zmeraj veliko, vsak individualno ima veliko teh spominov in bom pomagal ohranjati zgodovino vseh nas zanamcev. Ta ustvarjalna energija, kam bo zdaj šla? Ustvarjalna energija bo šla odvisno od vsakega člana. Kolikor je imel vseb, jo bo sigurno razdal naprej. Kajti brez verjetno težko živeti. V nas je neka energija, ki jo moramo nekam dati. Najraje v umetnost, v, človek bi rekel, področje, ki ga obvladamo in s katerim lahko ljudem največ nudimo. In seveda obenem tudi
sebi nudimo neko zadoščenje in zadovoljstvo. Bezgovce smo videli, šli so v Smlednik. Jaz sam sem šel v Vodice in sem sam v prikranskih likovnikih. Sem se že učlanil, jaz ne moram biti prgmah. Kot razlog, zakaj mlajša literarna sekcija Bezeg, ki je torej vse do poletja delovala pod okriljem KUD-a Jarem, letos ni bila sofinancirana, je razpisna komisija navedla, da k prilogi ni priložila zahtevane izjave o delovanju sekcije v letu 2024, ko že sicer sploh ni bila sofinancirana, je bila pa zelo delavna. V našem uredništvu namreč lahko dodamo le, da je ni sekcije kulturnega društva v občini, o delovanju katere bi v zadnjih 2 letih poročali več kot ravno o Bezgovcih. Kot smo že večkrat omenili, so slednji že pred poletjem našli svoje zatočišče pod okriljem KUD-a Smlednik. Prejšnji teden pa so v Baru kulture 313,6 realizirali že 34. klepet, tokrat z radijsko voditeljico Jano Jenko. Jano Jenko od nekdaj iz Žirovskega vrha doma poznamo tudi v naši občini kot voditeljico številnih prireditev. Ena zadnjih je bila na primer Dan za spremembe Društva upokojencev Pirniče, predvsem pa kot prepoznaven glas redne ekipe Radia Sore iz Škofje Loke. Posebej rada spregovori prav o poslanstvu lokalnega radija. Ja, lokalni mediji smo mediji, ki smo pravzaprav posredniki zgodb iz domačih krajev, pravzaprav zelo dragoceni glasniki zgodb, ki se pišejo, ki jih pišejo ljudje. Mi smo tisti, ki z veseljem poročamo o dogodkih iz domačih krajev, smo tisti spremljevalec v tistih lepih in tudi manj lepih trenutkih, ko ljudem posredujemo informacije iz prve roke in skušamo biti kar se da najboljši servis, ki poskrbi za to, da so dobro obveščeni tudi takrat, ko ostale povezave običajno odpovedo. Ko so kakšne krizne razmere? Ja, ko so krizne razmere, poplave, epidemija, se je pokazalo, kako pomembno je pravzaprav imeti dobro informacijo, tudi iz lastne izkušnje. Sicer nismo imeli nikakršnih težav zaradi poplav, ker živim na hribu, ampak po drugi strani smo bili pa odrezani od informacij, od sveta in je bil prav lokalni radio tisti, ki je povedal, kaj se dogaja, kje se dogaja, kako je s cestami, kako je s pitno vodo, kako je z elektriko, z ostalimi povezavami in to je pravzaprav tisto dragoceno, da pridejo zgodbe iz domačih krajev do domačih ljudi, ki so jim namenjene in ki jih pravzaprav najbolj potrebujejo. Z radijskim mikrofonom se je srečala že kot sedmošolka, ko je opravila avdicijo za otroško oddajo Brbotavček. Takrat je imel Radio Sora svoje prostore še v Žireh kot radio žiri. Gre za naključje, se je na avdicijo šla le, ker ji je zato odpadel v njej neljubi likovni pouk. Radiju je še danes zavezana, se kot pravi, čeprav se to sliši klišejsko, ji je zlezel pod kožo. Nas bo lokalne medije povozil Facebook ali pa drugo socialno omrežje in nas novinarje kakšna umetna inteligenca. Ja, zdaj nikoli se ne ve, kaj prinese prihodnost, težko bova obe dve toliko čarovnice, da napoveva, kaj se bo zgodilo, ampak ne. Jaz si močno želim in trdno verjamem, da se bomo obdržali, da bomo ostali, da bodo tudi naši poslušalci, naši gledalci cenili to, kar imajo in to, kar jim pravzaprav z vsem srcem, tudi sama veš, z veliko truda in zagnanosti dajemo. Tako kot običajno na pogovorih literarne sekcije Bezeg, tokrat je bil že 34. po vrsti, smo gostjo Jano Jenko spoznavali tudi skozi igro, skozi 5 trditev, za katere udeleženci pogovorov ugotavljamo, ali držijo ali ne. Trditev, da je Jana Jenko navdušena kolesarka, ne drži. Celo sobno kolo ji služi bolj kot ne za obešalnik, je pa kar pogosto udeleženka tekaških prireditev. Na kožo ji je pisano predvsem pohodništvo in izleti po Sloveniji. Tudi trditev, da je preplezala severno steno Triglava, ne drži, je pa na Triglavu bila. Nekaj adrenalina je vendarle bilo tudi v skoku s pedalom.
Raje kot mraz in zimo ima toploto. Zato ni nič nenavadnega, če se odpelje do obale, slabo uro posedi ob morju in se vrne domov. Tudi zato je najbrž v tem trenutku že na toplem, na popotovanju po Vietnamu. Tudi trditev, da je študirala novinarstvo, ne drži. Študirala je farmacijo in ker se je skregala s kemijo, je nadaljevala z menedžmentom. Kot rečeno pa je ostala zvesta novinarstvu, moderatorstvu in voditeljstvu. Drži pa trditev oziroma anekdota, da je dva sogovornika po spletu naključje označila za žrebca. Na srečo je šlo le za radijsko poročanje. Drži tudi trditev, da je bila kot šolarka vsak dan že ob 6. uri zjutraj v kleklarski šoli pri legendarni Marici Albrecht. Kleklanje je družinska tradicija in še danes je članica domačega kleklarskega društva Cvetke in tudi članica igralske skupine Delavsko-prosvetnega društva Svoboda Žiri. Igralka je postala, kot pravi, zaradi predolgega jezika. Če ne boste res nikogar našli zaigrati, pa bom prišla, je obljubila predsednici društva in obljuba dela dolg. Lansko leto je na regijskem Linhartovem srečanju prejela priznanje za najboljšo žensko vlogo v predstavi Lažnivka. Zadnji mesec dni pa smo jo lahko gledali v komediji Retreat slovenske prevajalke, režiserke, performerke in dramatičarke Vesne Hauschild iz leta 2017, ob kateri se lahko vprašamo, kdo je v tem hektičnem svetu bolnik in kdo je sploh še lahko zdravnik. Pogovor je dopolnil jazz duo, pianist Jani Pogačar in jazz saksofonistka, aranžerka in skladateljica Manca Krivic-Habjan. Samostojna razstava fotografij Ade Trkulja z naslovom Adica v deželi Vinski razkriva surrealne podobe, polne simbolike, poetičnosti in igrivega absurda. Uveljavljena umetnica, članica Kuda Fofite, je obiskovalce presenetila tudi s pravljično zgodbo za odrasle, ki dopolnjuje fotografski svet razstave. Vabljeni na sprehod skozi fantazijo, kjer meje nikoli niso povsem jasne. Razstava je na ogled do 3. januarja. V knjižnici Medvode je bila v mesecu decembru odprta samostojna razstava fotografij umetnice Ade Trkulja, članice Kuda Fofite. Z naslovom Adica v deželi Vinski nas popelje v svet, kjer se meja med resničnostjo in domišljijo zamegli, kjer nesmisel postane smisel, surrealizem pa se prepleta z realnostjo. V bistvu to razstavo sem imela prvič v Kafe Pungartu v Kranju, se pravi mislim, da 3 leta nazaj. Navdih je bila knjiga Alica v čudežni deželi, kar je tudi razvidno iz samega naslova. V samem nastanju, kaj težko povem, imela sem edino temo vino, oziroma ker je bil novembrski čas martinovanja, tako da to nisem vedela v bistvu, kje začeti, razmišljala sem celo leto, ker pač datum je bil določen. Potem sem Mojco Kmetič prosila, da me fotka, naredila sva, ne vem, 500 fotografij različnih poz, ampak to nisem vedela, kaj naj z njimi naredim. In je bilo tako, da potem je prišel datum, pač oddaje, nekega promota in sem prišla do ideje, da bi bil to, se pravi, surrealizem me zanima, se pravi, surrealistična tema, kot je Alica, oziroma zdaj Adica. In potem sem nekako prišla do zgodbe, kako pridelati vino. Kako sem prišla do te zgodbe, ne vem. Ampak te fotografije, se pravi, moje so samo tiste, kjer sem jaz, drugo je pa pač kolaž kupljenih fotografij v knjižnicah na internetu. In potem sem si vzela 2 dni pred razstavo, oziroma 3 dni, da sem prišla pol do te celotne zgodbe, kako, ne vem, mislim, da je sam navdih prišel, ne vem, iz neba. Fotografije, ki jih je Ada Trkulja postavila na ogled, niso zgolj umetniška dela, ampak prava odkritja, ki združujejo svet realnega in fantastičnega. Z vsakim klikom fotoaparata se odpirajo vrata v domišljijski svet, kjer ni jasnih mej med resničnostjo in fikcijo. Adica in Alica, lahko kakšne vzporednice povlečemo se, najdeš kje v tej pravljici, kje so tiste skupne točke Alice in Adice? Ja, oboje na CA, potem, ne vem, ta domišljijski svet me zanima, se pravi ta surrealizem, ne da je pač ta realnost, ampak surrealnost, se pravi, mogoče lahko pač iz tega, pa da ni vse, kar vidiš resnično, oziroma zmer manj je resnično, glede tega,
vemo, kako AI deluje. Tako da to, no, pač kot otrok sem brala veliko pravljic, pa zelo dobra sem bila v domišljijskih spisih. Avtorica je obiskovalce presenetila tudi z nenavadnim dodatkom k razstavi. Pravljico za odrasle, ki je nadaljevanje pretekle razstave Brskanje po zajčji luknji. Ta zgodba, navdihnjena z literarno klasiko Alica v čudežni deželi, prinaša domišljijski svet, kjer postanejo pravljična bitja in fantazijske situacije vsakdanje. Iz cipresa se je pokazala lisica. Njena drža je bila mirna. Med tačkama je imela uro. Kazalci so se vrteli, a niso kazali nikamor. Ura ne meri časa, je rekla lisica. Le naše izmikanje pred njim. Deklica je pogledala v gledalo, ki je stala za lisico. Odsev ni bil povsem njen. Nekaj v njem je zamujalo. In ogledalo je vprašala, laže. Lisica se je nasmehnila, a v tem nasmehu ni bilo lahkotnosti. Spet se navezuje na Alico, gre za, v bistvu, na začetku sem mislila pisati otroško pravljico. Pišem, se pravi, sem članica Kuda Fofite in tukaj imamo tudi literarno sekcijo in smo se na podlagi, oziroma sem se na podlagi lanskoletne razstave Brskanje po zajčji luknji odločila oziroma sem vprašala, če bi lahko jaz pravljico napisala, se pravi spet tako, v bistvu rada imam simboliko in tukaj bo šlo za dejansko odraslo pač pravljico, ampak mogoče tudi, ne vem, za triado osnovne šole. Veliko simbolov, pa pač nekaj, v bistvu tako, simbolizem, realno življenje, pač iluzija, resničnost. Za vse ljubitelje umetnosti, zgodb in fantazije je knjižnica Medvode pravi kraj za vas. Sprehodite se skozi deželo Vinsko in odkrite čarobnost, ki je skrita v vsakem detajlu. Razstava bo na ogled do 3. januarja prihodnje leto. Gimnazija Šentvid je že prejšnji petek, 12. decembra, letošnje praznovanje 80. obletnice gimnazije združila še z eno obletnico, 10 let glasbene matineje. Kako drugače kot z zanimivim koncertom v Ljudskem domu Šentvid. Z glasbo, pesmijo in plesom so aktualni dijaki, nekdanji maturanti in tudi profesori opisali prehojeno pot in začrtali nadaljevanje. Skratka, tudi glasba in kultura nasploh je pomemben sestavni del življenja gimnazije Šentvid, ki ima sicer tudi športni oddelek, v katerem so tudi plesalci, ki povezujejo oboje. Srce in duša in kot se je izkazalo na koncu jubilejnega koncerta tudi glas, skratka mentorica glasbene matineje je naša občanka, muzikologinja, profesorica glasbe in mentorica šolskega pevskega zbora na gimnaziji Šentvid Irena Sajovic-Šuštar. Ja, glasbena matineja je v bistvu zamišljena pred 10 leti na ta način, da se povabi tiste dijake, ki so pač zaključili nižjo glasbeno šolo ali pa da so še vedno aktivni v kakšnih pevskih skupinah ali pa da imajo solo petje, pač da nadaljujejo z glasbenimi dejavnostmi še naprej. Na ta način jih nekako spodbujamo, da ne položijo svojega inštrumenta v kot, ampak da igrajo lepo naprej. No, to je bistvo, ja. Vaša vloga danes je? Jaz v bistvu sem cel program pripravila, skoordinirala. Ne vem, kje naj začnem, pa kje naj končam, ker vse posod imam prste vmes, tako nekako. Glasbena matineja pomeni vsako šolsko leto tudi po 5 koncertov. Najprej kar v prostori gimnazije Šentvid, v tako imenovani dvorani pod mostom, zadnja leta pa tu v Ljudskem domu Šentvid. Vendarle smo v Ljudskem domu, ki je nekako po drugi svetovni vojni predstavljal neko kulturno središče. Še posebej glasbeno. V tem Ljudskem domu so bile včasih operete, bili so razni simfonični koncerti, vse sorte je bilo nekih prireditev. Tako da tudi napis na dvorano je iz 7. verza Prešernove Zdravljice in opozarja na to, kako pomembno je, da se ta kultura naprej razvija. In jaz mislim, da delamo v tej smeri naprej tudi na gimnaziji Šentvid. V 10 letih so se pod okriljem glasbene matineje na odru zvrstili številni pevci, inštrumentalisti,
tudi različne komorne skupine z raznolikim programom, od večera francoske in španske glasbe, slovenskih zimzelenih melodij do uspešnic iz mjuziklov. Rekla, da se ta dinamika, kaj se pravzaprav na glasbenem področju dogaja na gimnaziji Šentvid, zelo menja. In je zelo odvisna od tega, kakšni dijaki prihajajo. Se pravi, v preteklosti je bil bolj poudarek na solo petju, danes je nekoliko bolj poudarek na zborovskem petju in na komornem muziciranju. Tokrat se je skladbo Čajkovskega s plesom Marcipan iz ikoničnega baleta Hrestač torej predstavil kvartet flavtistk in različne sestave dijaške pevske skupine. Letos se ji je pridružila še skupina 15 fantov, tako da se lahko pohvalijo s kar 45-člansko dijaško pevsko zasedbo. Njen član je tudi Jakob Šekoranje iz Smlednika. Nima dolge pevske tradicije, saj se je pevskemu zboru pridružil šele v gimnaziji. Ker me je sošolc v bistvu povabil noter, da pridem sam nekaj zapet, rekel je, da gre za audicijo, pač čist za hec. No ja, pol je pa to šlo v to, da smo v prvem letniku sem začel, smo odpeli eno igro, pol sem pomagal še na naslednjem koncertu in zdaj še naprej. Naš pevski zbor je sestavljen iz moškega pa ženskega dela. Ženski del je veliko večji, ker smo to leto imeli ogromen naval prvih letnikov. Sam v manjših grupah delamo, zaradi tega, ker dejansko ne moremo toliko ljudi naenkrat biti v eni učilnici pa se učiti pesmi. Zato pač se bo na nastopu tudi videli, da bojo različne skupine punc pele določene pesmi, da bo mešan zbor pel ene pesmi in da bojo različni ljudje na odru, tudi takrat, ko bojo skupinske skladbe. Kaj tebi osebno pomeni glasba oziroma petje? Glasbi se sicer vidim naprej samo v tej smeri, da igram kitaro. V petju pač obožujem zbor na splošno, ker je ful dobra družba, pa bolj kot ne je super družba, super energija. Tokrat so se različne sestave dijaškega pevskega zbora gimnazije Šentvid predstavile tako z ljudskimi pesmimi, med drugim tudi šentviško himno Pa se sliš, slovenskimi popevkami, pa tudi z miksom britanskih pop uspešnic. Izbor današnjega nastopa je tebi pisan na kožo? V bistvu ja. Vse pesmi, ki smo se jih učili, oziroma miks, ki smo ga naredili, že poznam. Najljubša izmed iz tega miksa je zate? Afrika od Toto. Na tokratni 10. obletnici glasbene matineje se je nastopajočim pridružila tudi peterica bivših dijakov gimnazije Šentvid oziroma 4 maturantke in 1 maturant. Katja Slovša, ki je na šentviški gimnaziji maturirala lansko leto, sedaj pa študira zakonsko in družinsko pravo na Teološki fakulteti, nas je vrnila v zlata leta slovenske popevke s pesmijo Med iskrenimi ljudmi. Gre za avtorsko navezo Velika vrh Sepe. Nina Sodnik, ki je maturirala pred 2 letoma in sedaj študira psihoterapevtske znanosti, nas je popeljala v aktualno slovensko sceno s pesmijo nekdanjih zakoncev Vlašič. Kaj je to življenje? Čisto sveža maturantka Sara Gorjanc, študentka socialne pedagogike Univerze na Primorskem, je zapela skladbo iz filma Ustržek. Ajda Pirc Draslovič, lanskoletna maturantka in sedaj študentka na pravni fakulteti, pa skladbo iz enega najuspešnejših mjuziklov, Največji showman. In Sebastian Šenk, maturant leta 2018, sedaj pa zaključuje magisterij iz finančne matematike, pa je ob spremljavi kitare zapel pesem skupine Oasis. Glasba in ples sta neminovno povezana. Med slednjimi uspešnimi plesalci je tudi dijakinja 2. letnika gimnazije Šentvid Julija Markovič-Halik, ki je tokrat nastopila skupaj s soplesalcem Denisom Nalijem. Ja, meni to veliko pomeni sploh takrat, ko nastopam za šolo, ker se mi zdi, da nekako dokažem, glede na to, da sem športen razred, tudi koliko dejansko vlagam v ta ples in da dejansko sem športnica in nekaj delam na tem, da ni samo govorjenje, kako treniram ves čas. Bom vprašala, koliko je športa, koliko je umetnosti, koliko je talenta, 10% pravijo talenta, vse ostalo pa trening, torej je to šport. To je šport in to pač za tiste, ki ne vedo, izgleda lahek pa to, ampak je sicer težek
in treba imeti veliko discipline. Srečo s talentom in soplesalcem, kako sta se vidva našla? Videla sem se našla v bistvu tako, da sem se najina trenerja poznala. Tudi njegova, oziroma trenerka, ki je njega poznala, je tudi hodila dostikrat v Ljubljano k meni. In tako smo se v bistvu zmenili, ker sem jaz iskala plesalca, da poskusva in se je šlo in je dobro izgledalo skupaj in so trenerji videli potencial in potem so začela. Glede na to, da si na gimnaziji Šentvid, je ta športni razred tisto, kar ti omogoča vse to? Jaz mislim, da prvo bom predvsem pohvalila svoj razred, ker jaz dobivam od svojega razreda, od svojih sošolcev in sošolk podporo, kar si je vedno želela. Vsi spoštujejo to, ker vidijo, da ful treniram in me tudi pomagajo pri tem in me vsi podpirajo in v bistvu imam ta svoj razred res rada. Tudi športni razred ima pa prilagoditve, ki mi pomagajo, da veliko lažje usklajujem šolo s treningi, ker je pač to zelo težko. Sta večkratna državna prvaka v standardnih in latinskoameriških plesih, na različnih mednarodnih prvenstvih pa se že uvrščata med finaliste in na svetovnih lestvicah med najboljših 20. Ja, jaz mislim, da je tak najglavni cilj je postati svetovna prvaka, postati prvaka teh največjih tekem, nekako nadaljevati to kariero in mislim, da tudi za njega in da tudi postaneva trenerja uspešna. Tokrat sta zaplesala na znameniti tango iz filma Vonj po ženski. Osebno zame so vsi plesi enako vredni, vsi so mi všeč, pa ni enega v bistvu, da je prav ta glaven. Zakaj pa potem danes tango? Ja, tango je v bistvu eden izmed najbolj klasičnih plesov. Tudi, recimo, ko se začneš učiti standardne, se je eden izmed prvih plesov v bistvu tango, ki se ga učiš. Tako da mislim, da je to nek razlog in na takem koncertu, kakor je trenutno, najbolj paše ta ples. Tokratni koncert je vodil dijak Vane Brišnik in dva profesorja. Profesorica nemščine in pomočnica ravnateljice Tina Terzič in profesor in nekdanji dolgoletni ravnatelj Jaka Erker. Profesor športne vzgoje Slavko Vujin pa je tudi zapel ob spremljavi učiteljskega pevskega zbora, ki že sicer popestri glasbene matineje zadnje 4 leta. Tokratni jubilejni koncert ob 10. obletnici glasbene matineje so pričeli tudi z nizanjem dejstev iz zapisnikov, kako je glasbena vzgoja potekala takoj po drugi svetovni vojni. Recimo, eden izmed njih je, da je bilo v zboru 200 grl, in jih je mogel krotiti en sam dirigent, torej en sam zborovodja in je lepo prosil ravnatelja, to piše v zapisniku, da naj priskrbi še enega učitelja, ker je tako delo težko. In 80 let kasneje? Jaz osebno vidim to, da v bistvu znajo razviti dijaki ene prave kriterije za glasbo, da znajo zrno od pleva ločiti, to je to, pa da se jim da eno širino glasbeno. To pa, da se naučijo predvsem poslušati. Ampak poslušati brez tega, da gledajo video. Se pravi, da se oni usedejo, ne delajo nič drugega in da znajo samo se prepustiti glasbi. To se mi zdi danes zelo pomembno, ker je danes ogromno nekih vizualnih, bom rekla, motilcev, ki pravzaprav preusmerjajo človeški ne na poslušanje, ampak na gledanje. Se pravi, ti gledaš izvajalca in se mi zdi bolj pomembno pri glasbi, da ga slišiš. V torek 23. decembra je minilo 20 let od velike tragedije pri diskoteki Lipa, ko je množica pred vrati pomendrala 3 mlada dekleta in ko se je odgovornost za ta dogodek začela prelagati iz pleč na pleča. Trenutno stanje je sledeče. Edini kaznovani v tem primeru Robert Zavašnik se je 5 let skrival pred roko pravice, zato je primer zastaral. Družina Zavašnik pa je dejavnost diskoteke poskušala večkrat zagnati na novo, trenutno kot klub Seven. Različne inšpekcijske službe, aktivirane zaradi različnih dejavnosti družine Zavašnik, niso dosegle nič posebnega. Nobena od odločb se ni dokončno realizirala, še največ pa je zaradi dolgov dosegla finančna uprava z rubežem. V objektu, ki je po izvedeni dražbi z letošnjim letom v lasti družbe DBS Leasing, pa Zavašnikovi še vedno ponujajo prostor za prednovoletna druženja in zabave. Na sklep o novem lastništvu so se namreč pričakovano pritožili.
Medvoški policisti so v prazničnih dneh bolj aktivni na terenu in žal tokrat črne kronike nismo prejeli pravočasno, bi bilo pa v njej zagotovo opozorilo, da se tudi med prazniki obnašajte odgovorno. Nikar torej za volan pod vplivom alkohola, vozniki pa vozite pod sloganom, da se počasi daleč pride in seveda vožnjo prilagodite razmeram na cesti. Ob obisku naših lepih polhograjcev in tudi druge parkirajte na parkiriščih oziroma tako, da nikogar ne boste ovirali. Vsi pa praznujte novo leto v prijetnem vzdušju, če se da tudi brez pirotehničnih sredstev, katerih uporaba lahko prinese več slabih kot dobrih posledic. Bliža se čas praznikov, ko je od 26. decembra do 1. januarja dovoljena uporaba pirotehničnih sredstev. Kljub temu, zaradi varnosti, škodljivosti za zdravje, vpliva na okolje ter živali, odsvetujemo njihovo uporabo. V strnjenih naseljih s tem motimo mir, poki pa plašijo živali. Če že, jo uporabljamo na zakonsko določen in varen način, nikakor pa ne uporabljamo pirotehnike, ki jo pridobimo na črnem trgu. Starši, poskrbite za varnost svojih otrok ter jih vedno budno nadzirajte, ko uporabljajo pirotehniko. Malomarna in objestna uporaba se ponavadi konča s tragičnimi posledicami. Zato bodi zvezda in ne meči petard. V naslednjih dneh bo v občini Medvode še kar nekaj dogodkov, za lažjo orientacijo pa na spletni strani občine Medvode, čisto spodaj, lahko preverite koledar dogajanja. Ekipa televizije Medvode se že pripravlja na osrednjo prireditev ob dnevu samostojnosti in enotnosti na Svetem Jakobu, ki bo jutri. Bomo pa seveda obiskali toliko dogodkov, kolikor jih bomo lahko, tako da bodo prve novice med vodami 2026, 8. januarja, prvega si bomo namreč privoščili počitek, res polne prijaznih novic. Srečno, zdravo in prijazno leto 2026, do sebe in drugih pa vam vošči naša praznično navdahnjena ekipa televizije Medvode. Se vidimo čez 14 dni.